Na avdienco s papežem Frančiškom je danes prišlo okoli 7000 članov neokatehumenske poti in napolnilo Vatikansko dvorano Pavla VI. Med avdienco je sveti oče z blagoslovom odposlal misijone 270 družin, ki sestavljajo 46 skupnosti Missio ad Gentes. Od teh jih bo 14 odšlo v Azijo, 30 po Evropi, 6 v Afriko, 4 v Oceanijo in 2 v Ameriko. Misijonske križe je iz papeževih rok prejelo skoraj 2000 oseb. Edinost, slava in svet pa so bili trije poudarki, s katerimi jih je želel pospremiti na njihovo misijonsko pot. Zadnja Jezusova prošnja pred njegovim pasijonom je bila prošnja po edinosti, da bi v cerkvi bilo občestvo, je dejal papež Frančišek v svojem govoru. Občestvo je bistveno, je poudaril. Sovražnik Boga in človeka, hudič, ne more ničesar storiti proti evangeliju, ničesar proti ponižni moči molitve in zakramentov, a lahko zelo škoduje cerkvi s tem, da skuša našo človeškost. Zbuja sumničevost, sodbe o drugih, zaprtosti, spore. On je delitelj in kmalu začnemo misliti, da smo dobri ali vsaj boljši od drugih. Tako ima zemljo pripravljeno za sejanje ljuljke. To je skušnjava v vseh skupnostih in se lahko podtakne tudi najlepšim karizmam. Po papeževih besedah je vsaka karizma Božja milost namenjena rasti občestva, a lahko se pokvari, zato jo je treba varovati in sicer s ponižno in pokorno edinostjo. Nad karizmo je treba nenehno bdeti ter jo z iskanjem edinosti med vsemi in pokorščine cerkvi očiščevati človeških skrajnosti. Tako se diha cerkev in s cerkvijo. Tako ostanemo otroci svete hierarhične matere cerkve, pri čemer je papež posebej hotel poudariti ravno ta vidik. Cerkev je naša mati.